V noveli Dr. Jekyll in gospod Hyde Dr. Jekyll pripravi napoj, ki postane vijoličast in dr. Jekylla spremeni v krutega gospoda Hyda. Katera kemikalija bi v izredno majhnih količinah obarvala napoj vijoličasto? A. Bakrov sulfat, B. Bakrov klorid, C. Kalijev klorat ali D. Kalijev permanganat. Ekipi še razmišljata. Izbrali ste odgovor C. Einstein je imel sicer rad kemijo, a sem za pomoč pri tem eksperimentu vseeno raje poprosil dvakratno dobitnico Nobelove nagrade, med drugim tudi za kemijo Marie Curie. Ja, v noveli Dr. Jekyll in gospod Hyde Dr. Jekyll razkrije skrivnosten napoj, ki izumitelja spremeni v temačnega in zlobnega gospoda Hyda. Ta napoj tik pred preobrazbo postane intenzivno vijoličast, kar ni literarno sredstvo, ampak zanimiv kemijski namig. In ker pisatelj ni razkril sestavin, jih bomo zdaj mi. Odlično. Ja, gremo lepo po vrsti. Najprej preverimo bakrov sulfat, kar je odgovor A. Ta je v taki modri zrnati obliki, bomo pa videli, če bo tudi raztopina takšna. Dam vodo čez, malce pomešam. Ja, nekaj časa je potrebno mešati, da vidimo, ampak kaj praviš, Einstein, kakšna je raztopina? Ja, vse kaže, da prav modra, ne? Lepo, a to ni tista srhljiva vijoličasta, ki bi napovedovala preobrazbo. Tako je, drži. Zdaj gremo k odgovoru B, bakrov klorid. Ta je slabo topen v vodi, kot boste videli, ampak tak zelen je. Videli, mogoče se bo spremenil vijolično, to je le kemija. Poglejmo, ja, ko začenjam mešati, ne, vidimo, da je ta raztopina tudi taka zelenkasta. Zelenkasto rumena, ja. Dobro, ampak midva še vedno iščeva vijolični napoj. Morda pa bo pravi odgovor C, ki so ga izbrali tudi naši tekmovalci, to je kalijev klorat. Tako, kalijev klorat. Poglej, ta je v takih belih kristalih, takole, mogoče čudežno, oziroma kemijsko, spremenijo barvo. Poglejva, če začenjam mešati, ne, zaenkrat kaže, da bo ta raztopina najbolj dolgočasna, pravzaprav ne dobimo nobeno barvo. Še en slepi poskus, žal mi je. Ampak imamo še odgovor D, kalijev permanganat, in tukaj je dovolj, boste videli, samo nekaj zrn, zelo previdno bom dala to notri. Takole, čez bomo dali vodo in Einstein, poglej zdaj. Takoj se začenja spreminjati v to vijolično barvo, ki jo iščemo. A si za to, da malce popiješ? Raje ne. Raje ne. No, to je pametna izbira, ker tudi dr. Jekyllu ni prinesel napitek nič kaj dobrega, ampak mislim, da smo dokazali, da je kemija lahko še bolj spektakularna kot fikcija. Res je. Hvala lepa, Marie Curie, pravilen pa je odgovor D.